Gotovo nisem mogel kamen. Zaprta avtocesta, nisem mogel ne gor, ne dol. 70 ga je gor, 24 ura. Dobar dan. Lepo pozdravljeni na novinarski konferenciji Slovenske hokejske reprezentance. Znova je tu februar in z njim tudi premor v klubskih tekmovanjih in drugi reprezentančni zbor v tej sezoni. Žal se ekipi na tokratnem zboru ni mogel pridružiti Jan Muršak, pač usoda ima včasih drugačne načrte, kot bi si mi sami želeli. Verjamem, da je v teh težkih trenutkih celotna ekipa v mislih z Janom in mu v njegovi izgubi izrekamo iskreno sožalje. Prav tako ste bili že obveščeni, da je trenerski štab namesto poškodovanih Blaža Gregorca in Kena Ogrenjška poklical Marka Čepona in Luko Bašiča. Prav tako se bodo reprezentanci kasneje pridružili še nekateri igralci, ker imajo še klubske obveznosti. So Robert Cabolič, Aleksander Magovac, Žiga Jeglič, Rok Tičar, Jan Urbas, Žiga Pance, Miha Štebik, Jurij Ripe in Matija Pinterič. Nekateri izmed njih so že na poti, drugi pa se bodo reprezentanci pridružili jutri oziroma v sredo. Preden dam besedo selektorju Janu in nadaljevanju tudi igralcem, bi vas želel obvestiti, da bo pred začetkom tekme proti Madžarski v četrtek tudi krajša slovesnost ob zaključku igralske kariere Marcela Rodmana in Roberta Kristana. Sedaj pa besedo predajam selektorju. Lep pozdrav vsem skupaj. Kot sem že parkrat rekel, sem zelo vesel pa na trnih za ta domač turnir. Verjamem, da reprezentance, nasprotniki so močne, ampak prav tako mislim, da tudi naša zbrana vrsta ne bo odmuh, tako da bomo videli, kako bo. Priprave so kratke, nekateri, tako kot je že Rok dejal, imajo še neke klubske obveznosti, tako da jaz upam, da za sredo zvečer, da ne bi imeli popoln seznam igralcev, da se bo tudi Robert lahko pridružil dosti zgodaj, da mogoče že večerno tekmo odigra, oziroma če ne bo potem v četrtek. Tako da vem, da pričakovanja so velika za ta turnir, tako z naše strani kot strani publike, tako da jaz upam, da se bomo potrudili po svojih najboljših močeh in da pokažemo kar se da najboljše igre. Kakšno vprašanje? Selektor, kar se da najboljše igre, kaj vse si želite videti na tem turnirju? V bistvu rad bi videl, kako zlasti, bom rekel, teh starejših, ki jih ni bilo na prejšnjem turnirju, ki nosijo nosilci igre, da vidimo, v kakšni formi so, kako vse skupaj bo delovalo pod našo taktirko in pa seveda, da tisti, ki so zopet zraven, ki so bliže novembra, pa tudi sedaj, da vidim, če je napredek tudi na njihovi strani. Kako gledaš na tekmice na turnirju? Madžarska je stalnica zadnjih let, ali na svetovnem prvenstvu na turnirjih. Italijo odlično poznaš, kot delaš v Italiji. Belorusija sicer ena ekipa močnejša po imenu v Bratislavi, druga ekipa. Kaj to pomeni? Mislim, načeloma na teh turnirjih bolj kot naši nasprotniki me zanima moja ekipa. Se mi zdi, da velikih sprememb v sami taktiki oziroma sistemu ne bo. Določene stvari bomo nekako spremenili, ampak v bistvu je bolj to, da vidimo, kako se mi znajdemo, kako bomo mi lahko sodelovali, pa oziroma, da če bodo stvari tako urejene, kot se zmenimo, da tisto drži. Mislim, izkoristili. Mislim, fante večinoma se med sabo tako že ful dobro poznajo, velika večina med sabo je igrala, majhen gledam na to, kdo mogoče v klubih skupaj igra, da na podlagi tega sestavljamo tudi peterke, tako da bomo videli, da bomo v bistvu popolni, če bomo popolni na kakšnem treningu,
da bi lahko majhen več poudarka dali na igri z igralcem več in igralcem manj, ampak načeloma je pa tako, kot sem prej povedal, da vidimo, kako bomo sodelovali, ko smo vsi skupaj. Ker bomo reče to, recimo, če vas ne bo vseh skupaj znate pri sestavljanju, ali je... Bomo pa pač med tekmam korigirali tisto, kar se da korigirati. Zdaj ne vem, bomo imeli ta luksus, to, kar smo imeli v Minsku, da so 3 time-outi, te TV breaki. Zelo veliko smo od tega naredili v Minsku med samo tekmo, tako da jaz upam, da nam bo uspel tudi to, da v bistvu ne izgubljamo časa potem v garderobi za kakšne take stvari, malenkosti, da se lahko med samo tekmo že kaj popravi. Edina tujca, kanadskega namreč ni, da ne bo zdaj? Ne, se mi zdi, da nimajo oni sploh tam pauze, no, tako da zakaj bi igralca postavljali v nekako nelagodno situacijo, da... Smisel nekaj trenerja. Aha, ne, ja. Ja, njegova univerziteta se bori za uvrstitev v play-off, tako da imajo zadnje tekme, trenerja sta samo 2, tako da enostavno smo že prej vedeli, v bistvu sem že prej vedel, da najverjetneje v februarskem terminu ga ne bo. Mogoče si zdaj v tem terminu hotel nekoga videti od igralcev, pa ga ni, je kakšen tak? Načeloma edinega, kakor mislim, da ga še nisem, da ga nekaj časa nisem videl, je Blaž Gregorc, ampak se mi zdi, da ima dovolj izkušenj, da tudi mislim, da smo na Poljskem sodelovali skupaj, da vem, kaj od njega lahko pričakujemo, tako da kadar enkrat pride do poškodbe, je bolj prioriteta to, da fantje se pozdravijo in pa seveda, da tisti, ki imajo klubske obveznosti, da to opravijo, kajti sam si ne želim, da bi imel kdo kakršnekoli težave potem v klubih, če bi mogoče prezgodaj prišel. Je v preteklih mesecih, zdaj domnevam, da si govoril z vsemi razpoložljivimi kandidati, kdo rekel ne, da je pa zdaj že res fiks pač Noben. več. Ne, noben. Verjetno vsi na voljo. Ne. Z Robert pa Mušič sta bila v bistvu edina 2 taka. Z Mitjem je rekel, da ukolikor bo zdržal do konca sezone, da bo do konca sezone odigral nekje v kakšnem klubu, da pride, da lahko računam nanj na svetovno prvenstvo. Mušič je pa podobna situacija, tako da načeloma nihče ni rekel, da ne bi rad igral za reprezentanco. Kakšen si tukaj bil v zadnjem času kontaktih z Janom Muršakom, da je on nekaj časa ni bil, da poškodil, da se vrnil, zdaj so druge... Z Janom zadnjem mesecu nisem bil v kontaktu, tako da v bistvu bil sem seznanjen, kaj se je zgodilo, tako da zmenjena sva, da enostavno med sezono, tudi jaz sem mu rekel v prvem pogovoru, da med sezono ga niti ne mislim klicati, da njegova prioriteta je klubska sezona. V zadnjih nekaj letih se je ubadal z veliko poškodbam, tako da naj fant odigra tisto, kar mora odigrati in pa upajmo, da bo zdrav na koncu, da nam lahko pride pomagati. Eden tak zanimiv bo v tem trenutku, mu ne kaže dobro naš najboljši, kdaj, če bo se vzpostavil stik z njim, recimo glede Kazahstana. Jaz mislim, da takoj, ko bo 100% znano, da nimajo več šanse za play-off, mislim, da se bo kontakt vzpostavil. Mislim, da je jasno in glasno dal vedeti, da trenutno razmišlja o svoji klubski sezoni in da želi v klubu dokazati tisto, za kar je tam, tako da mislim, da pri njemu je, ukoliko se odloči, da pride, da je samo bonus. A ste z njim tekli? Ne, še nisem. Kako je z vlogo kapetana, pa verjetno učinkov za ta turnir? Mislim, da se bomo s fanti to vse skupaj izmenili, ko bojo vsi tukaj, ampak mislim, da prav velikih presenečenj ne bo. Ima samo 2 igralca iz Olimpije, poznaš vse dovolj dobro, da... Ja, odločil sem, igralce iz Olimpije sem poklical tisti, ki so bili novembra in z njimi sem bil zadovoljen, tako da so enostavno dobili prednost pred ostalimi in prav tako gre isto, kar se tiče igralcev, ki prihajajo iz Jesenic.
vsaka eno tekmo. Ja. Sicer vsi igralci dovoljeni za vse tri tekme v preteklosti se dogajajo, da so predvsem na Češkem, no. Neke prošnje so bile, nekaj verjetno jih bomo ugodili, katere tekme bojo pa spustili, se bomo pa naknadno zmenili. Tako da, ampak ni prav veliko igralcev oziroma klubov, ki bi prosili za take stvari za naše igralce.